Prva stvar, ki lahko povem na to prečudovito sončno jutro v Arequipi, je, da sem razpičkana. Prav pogrickal sem me neki, ne vem, če vidite, in grem zdaj v lekarno, da mi dajo neko žalbo. In pa še, jaz sem se odločila, da bom tokrat v hostlu, da se malo socializiram. Prej sem bila pač imela privatno sobo v Cuscotu. In mi gre čisto vse na živce. Folk, ki šumi z vrečkami ob 2 zjutraj, folk, ki vpije v telefon v common roomu, pač ne vem, I'm too old for this shit. Jaz sem pa napačen hostel zbrala, ker se dobesedno noben ne socializira in ti noben niti dober dan ne reče, tudi če mu ti rečeš dober dan. V glavnem, zdaj bomo mi to spremenili, ker smo v Peruju in ni časa zdaj tle za neke žalostne žalbe. Sonce sije in bo še cel dan. Good morning. Good morning. What are you from, lady? V glavnem, včeraj sem šla plezati in je bilo fenomenalno. Upam, da bom še kaj ponovila. Danes smo pa bolj plan iti naokrog po Arequipi, si pogledati par znamenitosti in se z vami pogovoriti o stvareh, za katere me že itak ful sprašujete. Tako da, let's go. Se namazala, zdaj pa upam, da bo to pomagalo. Dajmo se mi malo začeti pogovarjati in sicer velikrat dobimo vprašanje, kako je potovati sama. Že dolgo ga nisem, ker že dolgo nisem sama potovala, ampak zdaj se je spet velikrat pojavilo tu v mojih sporočilih, pa sem rekla, zakaj ne bi danes, ko se mi malo šetkamo tlele po Arequipi, še o tem se pogovorili. In bi začela s tem, da najprej kako je v Latinski Ameriki, ker to je bilo velikrat pač vprašanje, kako je specifično v Latinski Ameriki. Jaz bi rekla, pač Latinska Amerika je itak ful velika, jaz nisem bila niti približno povsod, ampak moja izkušnja, torej do zdaj sem bila Mehika, Guatemala, El Salvador, Honduras in pa Peru. In vse moje izkušnje so bile v bistvu pozitivne, mogoče v El Salvadorju kar veliko catcallinga, drugje niti ne. Ko si v Sloveniji, mogoče pa še nikoli nisi sam potoval, pač sama kot ženska, se ti zdi bau, pa se ti zdi, da je tu nekaj nemogočega, da je tu nekaj, kar pač kako sploh. Ampak ko pa si v teh državah, spoznaš pa tuk popotnic, ki so še stukat jače frajerke od tebe in so prepotovali že po dolgem in počez vse sorte. Tako da ti pol malo tudi to percepcijo spremeni. Tako da ja, Latinska Amerika po mojih izkušnjah z nekim osnovnim znanjem o popotništvu, z neko željo, pač po potovanju se mi zdi čist dobra za vsako žensko. Mogoče bi Azijo dala bolj kot za nek začetniški moment, ampak tlele recimo v Peruju je ta Gringo Trail in pač sej sem slediš tej množici belcev, ki pač grejo iz ene točke na drugo. No, in tako meni se ne zdi nič takega. Meni se zdi, da prideš na Hrvaško, pa že skoraj vse veš in znaš. Kar se tiče varnosti, pač itak prej preveriš tisto državo, kamor greš. Tako da ja, ne vem. Če je pač v zvezi s tem še kakšno vprašanje, itak napišite spodaj, no. ¿Cuánto es uno? 3 soles. Vse pa so zdaj sem videla, da prodajo ta queso helado in tu pač v dobesednem prevodu pomeni zmrznjen ser zmrznjen ser in seveda se ne sliši zanimivo. In potem sem videla, da v bistvu tudi jejo ko sladoled. Se mi rekla, naj mi da malo zaprobati in je v bistvu kondenzirano mleko z različnimi okusi. Pod palmami, soncem obsijana in z razbitimi koleni. Cheers. Dolgo je. Skuter. Hola, ¿qué saladito?
prej, ko sem jedla svoj keso jelado, je prišel do mene en model. Sem malo začel pogovarjati. Tu človek takoj začuti, ne? Daj rečeš, zdaj jaz grem in pol, če imam kakšne plane, jaz sem celo zablokirana, nimam cajta. Ampak ja, tu se mi zdi kot ženska, samostojna popotnica, pač se moraš naučiti reči ne, biti asertivna pri tem, stati za svojimi stališči in tako naprej. Seveda pa so možnosti, da gre kdaj kaj narobe, tako da bom šla nekam, kjer je bolj tiho še o tem malo povedati. Torej, kot sem rekla, itak med potovanjem grejo lahko tu stvari narobe, ampak se mi zdi, da se ne potujemo zato, da bo šlo vse prav, pa da bo vse tipi-topi, ampak da dobimo nove izkušnje, da počnemo tiste aktivnosti, ko so nam fajn, spoznamo nove ljudi. In če pogledam za nazaj, sem en solo potovanja dala ful več zaupanja v svet, kot so mi ga oduzela ali pa tako, da sem bila razočarana. Tako da tu. Ja, zdaj sem zvedela eno ful veselo novico. Bom proti koncu vloga, po mojem, že malo bom namigala. Gracias. In zdaj upam, da me ne boste vsi fantje in možje zasovražili, zato ko bodo vaše punce začele okrog same hoditi. Namen tega videa ni, da jaz povem, da je solo potovanje smisel življenja, ker ne mislim tega. Ne mislim, da je to nujno potrebno, da se samo uresničimo. Jaz sem mislim, da iz svoje lastne izkušnje lahko povem, da se meni solo potovanja fajn, ker se odločam sama, kaj želim početi, ker dobim nek občutek romantiziranja svojega življenja, ker spoznam kraje čisto na drug način. Tu ne pomeni, da ne grem rada tudi z Klemnom ali pa svojo prijateljico ali pa svojo mami. Vse tu so opcije, ampak če gledam nazaj, so mi ful prinesla in tako no, so neprecenljiva. Poskrbiš zase v najbolj tistem srču. Če imate kakšno vprašanje, kar napišite spodaj, jaz vas pa peljem še naprej čez dan. Evo, dan gre v popoldne, jaz sem uspela malo podelati zdaj, zato ker pol nekam grem. In verjemite, ne imam zdaj par opravkov še za narediti. Let's go! Še je bil odličen, jaz sploh ne vem, kje najde oni te kombinacije. Koruzica, pa sladek krompirček, pa vse to. Tržnica se žal zapira. Dobila sem detergent za cunje, ker imam neke madeže na trenerki, ki sem jo čisto poplakala, tako da to imamo. Zdaj pa probajmo najti neko sladičko. Vzdanjič sem uspela dobiti čurose, če bo tu danes mi tudi uspelo, bom zelo vesela. Sicer pa bomo kaj drugega naredili. Sem se spomnila, kaj sem vam hodila še povedati. Včeraj sem šla za večerjo v kitajsko restauracijo in mogoče boste tako, kva delaš ti v Peruju v kitajski restauraciji. Fora je tem, da imajo oni neko posebno povezavo s Kitajsko in je ful teh kitajskih restauracij, tako da sem povejte, če vas zanima, bom šla sem za vas še enkrat. Reč, je bilo ful dober, sem ful ogromna porcija, tako zaspati nisem mogla. Za zaključek pa še tako, ne vem, besede modrosti, ki bi jih dala sama sebi, ko sem bila stara 17, ko sem prvič sama šla na potovanje. In to je, da si kot prvo izberiš destinacijo,
ki ti je res wow, ker se mi zdi, da če boš zbrala dobro destinacijo, bo tudi celoten vibe okrog planiranja, okrog vsega skupaj tako amazing in bodo šle stvari kot po maslu. Kot drugo pa to, da ne rabiš si vzeti prevelik zalogaj, nobenemu ne rabiš nič dokazovati, tako da če to pomeni, da greš prvič sama, ne vem, na Dunaj z vlakom, to pomeni, da greš prvič sama na Dunaj z vlakom in je amazing. Zdaj pa na ekranu lahko že vidite v bistvu ta odgovor. Malo namig, ampak vam bom kar povedala. Namreč jaz nimam SIM kartice namenoma perujske, zaradi tega, da ne rabim biti skozi pokonektana in jaz sem sred dneva zvedla, da je potrjena plezalna skupina za v kanjon, torej jutri se odpravljamo plezati v en kanjon tle v bližini in potem sem se zvečer napotila proti temule mičkenemu climbing gymu, da poravnam in na koncu v bistvu videla, da je ta climbing gym tako na strehi, sonce je zahajalo, valjda sem takoj kupila eno karto in rekla, bomo tudi mi danes malo poplezali in je bilo neverjetno, prav napolnilo mi je srce. Prišla sta tudi še dva moja soplezalca, s katerimi gremo skupaj in sem jih spoznala in pa smo šli še na večerjo in pila sem kombučo in je bilo amazing. Zdaj dobite en 360. Sonce zahaja, tamle je fešta, naj se imajo dobro, naj uživajo. Pa se obrneš, se mi hecamo. Tako da se ni treba meni verjeti, da je svet poln dobrih ljudi. Ker pejte sami v njega, pa boste se prepričali na lastne oči.